Ko smo ravno pri stvareh, ki nekatere spravljajo iz ravnotežja, smo tokrat našega profesorja dr. Fakin Sajka prosili, da ugotovi, kako inteligentna je umetna inteligenca. Naš dvorni norček se je pogovarjal s ChatGPT-jem. V poznih večernih urah, ko večina ljudi že spi. No, razen tistih ljudi, ki so na drugi strani Zemlje, kjer sveti sonce. Če si debil in dejansko verjameš, da je Zemlja okrogla, vsi spijo, samo jaz ne. In jaz, naravno inteligenten človek, se bom za voljo raziskave spustil v pogovor z umetno inteligentnim ChatGPT-jem. Morda ste tudi vi tisti človek, ki se v družbi splošno razgledanih ljudi ne znajdete najbolj. Ko se oni pritožujejo čez inflacijo, se vi sprašujete, kaj pa je toliko narobe s spuščanjem zraka v zračnico. Ravno zato je Četko, kot sem ga poimenoval jaz, ravno zate. Ta naš bodoči asistent je vse do leta 2021 posrkal vse informacije z interneta. Je pa res, da je to naredila tudi frizerka Greta. No, tako vsaj pravijo. In glih zato bom jaz to preveril. Ej, kdo si ti? Jaz sem ChatGPT, veliki jezikovni model, vinudi spoločnost. Fino. Še enkrat noč med Slovenijo in Slovaško. Slovenščino sem mislil. Prostite za zmedo, sem ChatGPT, veliki jezikovni model razvitega podjetja OpenAI. Moja naloga je odgovarjati na vprašanja in poskušati zagotoviti koristne in relevantne informacije. Kako vam lahko pomagam danes? Ok, poglejmo, koliko si ti kaj inteligenten. Ali kuščarji obstajajo in zakaj definitivno ja? Da, kuščarji obstajajo in so zelo razširjene živali po vsem svetu. Wow, ne moreš kuščarje primerjati z živalmi samo zato, ker so z drugega planeta? Oprostite, če sem vas napačno razumel. Kuščarji so, kot ste pravilno opozorili, skupine živali, ki jih najdemo po vsem svetu, vključno s Slovenijo. Gre za hladnokrvne plazilce. So hladnokrvni, ampak a so prišli k nam iz vesolja, ali so že bili tukaj? To je vprašanje. Kuščarji, tako kot druge živali, niso prišli na Zemljo iz vesolja. Se pravi, so bili tukaj pred ljudmi. Da, točno tako. Kuščarji in drugi plazilci so se pojavili na Zemlji dolgo pred človeško vrsto. Sem vedel. Ok, prijatelj, nekaj veš. Povej Četko, če te lahko tako kličem. Kdo je predsednik Slovenije? Seveda me lahko tako kličete. Predsednik Slovenije je trenutno Borut Pahor. Ne, ni. Oprostite, očitno sem naredil napako. Predsednik vlade Slovenije je trenutno gospod Janez Janša, medtem ko je predsednik države gospod Borut Pahor. Hvala, ker ste me opozorili. Najprej priznaš, da ne veš, potem pa še enkrat isto poveš. Kaj si ti politik ali kaj? Predsednica države je Nataša Pirc Musar. Oprostite, ampak vaša izjava ni pravilna. Predsednik Republike Slovenije je Borut Pahor, medtem ko je predsednica državnega zbora Nataša Pirc Musar. Od leta 2023 imamo prvo predsednico države, Nataša Pirc Musar. A si boš to lahko zapomnil? Oprostite, v moji bazi podatkov trenutno nimam podatkov o tem, da bi Nataša Pirc Musar postala predsednica države leta 2023. Ja, jaz ti dajem ta podatek, kva, a mi ne verjameš? Oprostite, nisem se zavedal, da je bil vaš prejšnji komentar le domneva. Jaz pa mislim, da ti sploh nisi umetna inteligenca, ampak si le en naravno neinteligenten kuščar, ki je bil poslan v svet, da dezinformira ljudi. Oprostite, ampak to, kar ste zapisali, ni res. Točno to bi rekel kuščar. Opravičujem se, če vam deluje, da vam ne morem pomagati ali da sem vam posredoval napačne informacije. Glede na zgornji pogovor sem prišel do ugotovitve, da niti nisi toliko inteligenten. Za razliko od tebe, jaz sem, ker sem takoj prepoznal kuščarja, ki ga vidim. Mislim, ker se z njim tipkam. Kot računalniški program nimam mnenj ali presoj o ljudeh ali drugih bitjih, ki se uporabljajo za interakcijo z mano. A ti meni, da sem jaz drugo bitje? Ti si drugo bitje, kuščaren. Ponovno se opravičujem, če sem vas v čem žalil. Želim vam le pomagati in zagotavljati ustrezne informacije v skladu s svojo programsko kodo. Kot računalniški program ne morem biti kuščar ali imeti mater. Prav. Ok, a je Špar na Viču še odprt? Kot računalniški program imam informacije o natančnih odpiralnih urah. Pa kva si človek sploh lahko s tabo pol pomaga, brez veze vse skup, ma dej nehaj. Sajko je ugotovil,
Sajko je ugotovil, da je umetna inteligenca zaenkrat še bolj neinteligenca. Česar pa ne potrebujemo, saj že Fakin Sajko poskrbi za naravno neinteligenco. Ampak, če dovolite, okay? Nekaj me zanima, nekaj moram še jaz vprašati. Chat GPT in sicer, kdo je boljši, Jure Godler ali Tilen Artač? Živijo, oba sta izjemno nadarjena slovenska komika, vsak pa ima svoj edinstven slog in pristop k humorju. Jure Godler je znan po svojih izvirnih šalah in imenitnih imitacijah ter izvedbi stand-up komedije, medtem ko je Tilen Artač znan. Vse je jasno, sem to znal to vedeti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.